Lepo pozdravljeni vsi. Zdaj je treba reči, da sem zelo vesela, da ste prišli v tako velikem številu, lahko bi bilo še večje. Skratka, vidim, da smo ravno taka lepa družba, da lahko ta pogovor speljemo še bolj sproščeno, kot smo pričakovali, ampak vendarle si Boštjan Videmšek zasluži delno uraden uvod in sicer za sabo ima poleg številnih reportaž, ki smo jih brali v Delu in Sobotni prilogi, dramskega teksta o Roku Petroviču, trilogijo novinarskih knjig, Prva vojna terorja, takrat sem prvič delala intervju z njim in z Juretom Erženom, to je Vojna terorja 10. in 12. septembru, Upor, arabska pomlad in evropska jesen in predzadnja Na begu, kjer je begunce upodobil ne kot številke, ampak kot ljudi z različnimi skrajno pretresljivimi človeškimi usodami, kar mu priznavajo ne samo Ervin Hladnik Milharčič, ampak tudi tuji avtorji in pisatelji. Je tudi soavtor knjige Nihče o človeku, ki na plečih nosi težo, to si se ti izrazil, težo in usodo 20. stoletja, ki je dobila tudi svojo filmsko različico Rudar, Hannes Lak, in je seveda tudi soavtor knjig o teku, Ultrablues in... Knjige Ultrablues. Ena je. A je knjiga? Jaz sem mislila, da je kar več. Tako smo bili vse prisotni. Ja, vse prisotni ste bili, da se mi zdi, da je trilogija, da je nadaljevanje, ampak da ga pač še nisem uspela prebrati. Čeprav kar hiter berem, je bila tudi ta knjiga zame zalogaj, ampak o tem malo kasneje. Boštjan, hvala, da deliš tudi te zgodbe in to usodo v angleškem jeziku z nami in pozdravljeni. Živo, hvala za ta uvod, hvala, da ste prišli. Malo je nenavaden občutek v Sloveniji predstavljati angleško knjigo in to je neke posebne vrste zadrega in neka noviteta, po moje, tudi v tem prostoru. Ampak bodimo iskreni, vse je, ne glede na to, da precej zadnje leto objavljamo v tujini, da je ta knjiga pač tudi šla v Angliji, vse je jedro moje publike in ljudmi, s kateri sem v stiku komuniciram in se poznamo, vseh teh krogih jasno domače in logično in vsaj zame, ne upam, da tudi za publiko logično, da tudi knjigo, ki je v angleščini, ki nam ni tako zares tuj jezik, predstavljam na domačem terenu. Super, preden gremo bom rekla, drobovje te knjige, ki smo jo bolj ali manj na nek način že brali v Sobotni prilogi, recimo, en del, neke drobce seveda prepoznamo, ampak moram reči, ko sem se pač lotila te dve noči, ki sem jih imela na voljo, nažalost, se vidi, da sem neprespana tudi zaradi te knjige in zaradi bolečine, ki je v njej. Moram reči, da se mi zdi, kot da sem res brala popolnoma novo knjigo, ki je veliko bolj literarizirana kot tvoje reportaže oziroma kot knjige, ki sem jih brala prej. To je nekako tudi bil namen in človek, oziroma dva človeka, ki sta pri tej knjigi bistveno pomagali, da je postala tako literarizirana in tudi v angleščini zveni suverenost med nami. Tukaj je veliki Jure Aleksić, eden najbolj nadarjenih ljudi v državi in sorazmerno tudi ne zares tako, kot bi moral biti prepoznanih, in Andrew Clement, ki je mladi ameriški pisatelj, ki ravno med nami in je v bistvu napravil veliko delo. Brez njiju bi bila ta knjiga precej bolj pusta. Nista pa nekjer zapisana. To pa je problem Cambridgea. Ja, to sem pa takoj opazila, ker sem iskala, ja. Aha. Ja, tudi posvetilo ženi, Maji, ki je bilo ki je bilo posvečeno muzeju tolerancije izpuščeno. Če gremo po prioriteti posvetil, bi moral tam dobiti najprej okoli glave. Aha, pa vidim, da nisi Maja, je videti. Ja, kar gre. Ja, v redu. Preden gremo k glavnemu krivcu tudi za to knjigo, tam je gospod Krivic, Matjaž Krivec, je tudi eden od krivcev. Mislim, da se je zasukalo, pa ne samo zadnje, da se je to takole zasukalo, bom rekla, v mednarodne vode, ampak povej mi, kako je bilo v Londonu najprej. To nas vse zanima iz prve roke, tako reportažno-literarni stil, prosim. Ne zdi se mi to relevantno v tem trenutku. Smo pred domačo publiko, s katero imamo poseben odnos, tuja je druga publika in pogovarjamo se o domačim... Še nišče mi je rekel, da nekaj ni relevantno. Ne, je relevantno, zame osebno je relevantno za knjigo, ne zdi pa se mi in ne želim si, da je relevantno za moje tukajšnje bralce. Ker je to neke vrste, če bi govoril, ne vem, temu, kako lepo mi je bilo v Londonu, bi s tem izražil neke vrste nespoštovanja. Ne zdi se mi primerno govoriti o temu, kako lepo mi je bilo v Londonu. A res? Spet zaznavam neke drobne odbleske nekih predsotkov, dobro.
Ne, mene bi pa zelo zanimalo, kako so te sprejeli tam, ne, mislim, to je res, to so sanje skoraj vsakega, bom rekla, novinarja, ne, ki ima kakšne literarne ambicije. To je zelo velika stvar, jaz vem, da se ti bi rad umaknil kot avtor, ne, zaradi usod tistih, ki so v knjigi, ampak vseeno se mi zdi prav, da se pač pove, kako so knjigo sprejeli tudi v Londonu, jasno. Ker ne vemo še, kako so je pri nas. Zdaj smo na začetku te zgodbe. To je precejšnja zadrega, ne? Zato ker, se veš, kako je knjiga sprejeta, se na koncu kaže zelo matematično, ne? V številkah. Ne? In o teh še ne moram poročati. Ne? V zadnjih letih sem se seveda že tudi s pomočjo prisotnega Samotaruga naučil razumevati knjižni trg veliko bolj realistično in bistveno manj idealistično. Ne? Nisem mislila Ne, se hočem reči to, ne. Seveda osebno mi ne morem zanikati, da je bila že, bi rekel, od zgodnjih let pisanja ena velika ambicija in želja in tudi neka gonilna sila uspeti in se realizirati na angleškem ali pa ameriškem, predvsem rečemo anglosaškem knjižnem trgu. Najprej na novinarskem, na tem knjižnem. In to je neka satisfakcija, ampak resnično merilo tega, koliko si realiziran, koliko je uspešen, je pa seveda v tem, koliko si bran in koliko ti je v koncu dneva vpliva nekega impakta, to pa bomo še videli. Ker rana faza je nekako nočem tega jinxata. No, v redu. Lahko pa vidimo, tukaj imam podpis oziroma autogram Videmškov za vsa ta leta, zelo je bil vzgled, da si vstopil v minimalistično fazo, bom rekla. Nekaj podpisov bo še bistveno krajših. V predgovoru, ki ga je napisal Khaled Diab, naslov tega predgovora je pa Oda izginjajoči umetnosti in s tem misli na to poglobljeno novinarsko reportažo. Meni je že ta uvod spravil, sem pač malo nagnjena k patosu do sos, ker je dejansko res, reportaža, literarna, novinarska reportaža je nekaj, za kar vsi mislimo, da izginja, zato ker nihče več nima časa brati. To isto kažejo številke v časopisih, Čeprav se pa ravno tudi Diab in tudi ostali avtori, ki delajo recimo za New York Times oziroma za New Yorker, soočajo s tem, da pa je začela krivulja rast branosti te vrste reportaž. Se pravi, lahko kaj takega pričakujemo tudi pri nas, oziroma kaj sploh je novinarska literarna reportaža, zakaj si se usmeril v ta žanr? A sploh lahko pišeš drugače, kadar si pač sredi grozot, podob groze in bolečine, recimo. Kako sploh pisati, kako poročati? Mislim, meni se predvsem zdi, da je literarna reportaža in tak nek nadžanr vsega, kar je žurnalističnega. Resne reportaže, literarizirane, recimo malo bolj, ko bi rekel, literarno napisane reportaže ne moreš napisati, če ne obvladaš čisto vseh novinarskih žanrov. Intervjuja, ankete, poročila, komentarja, uvodnega teksta, open editorial, recimo, klasične reportaže in čistega osnovnošolskega vestičarstva. Hkrati pa je literarizirana reportaža nemogoča brez tega, da preprosto obvladaš neke brekopisne veščine. In ta zahteva pa neko tako profesionalno, osebno, intelektualno in izkustveno širino. In to je v bistvu žanr, ki se gradi in raste skupaj z avtorjem. In ker je daljši, širši, odprtejši, omogoča, da v njemu poveš bistveno več in tudi predvsem bolj drugače, umeščen v tako kontekst kot občutja in čute, tudi nekako s svojo prisotnostjo vplivaš na to, kakšna zgodba je. Ne da vplivaš na dogodke, ampak na to, kako je zgodba pripovedovana. V literarnem žurnalizmu je avtor hočeš, nočeš. V mojem primeru večkrat nočeš, večkrat hočeš, prisoten, na tak drugačen način. Ves čas z ljudmi, ki si v stiku, literarna reportaža, po mojem mnenju, mora imeti vedno predsejšnje število relevantnih, tako drugače sogovornikov in sogovornic. In vsak stik, ki ga vzpostaviš, mora biti, kako bi rekel, vezan na osebnost, ne na objekt. Mora biti vezan na živega človeka, na vse to, kar on oziroma ona je
in ta relacija, ki jo ti spostaviš kot nekdo, ki je na terenu, mora biti prisotna v temu. Se mi zdi, da ta knjiga ni samo knjiga literaliziranih reportaž, je tudi knjiga številnih stotine različnih ljudi, s katerimi sem na svojih novinarskih potovanjih prihajal v zelo neposredne, na nek način, ne narobe razumeti, intimne stike, z številnimi izmed njih te stike ohranil in preko njih uspel razumeti, videti, doživeti, umestiti svet, ki ga živimo, veliko bolje, kot bi to naredil od doma, no? Oziroma iz prostora, odkoder se svet, ki ga živimo danes, opoveduje. Preko socialnih omrežij, tretjerazrednih verov in samo prepričanosti in mnenj na osnovi ničesar. Ja, zdaj pa iščem ta citat od tvojega, bom rekla, enega od očetov, Ervina Hladnika Milk, ja, tudi od Kapučinskega, sem se pripravljala, ne, da ampak vidim. Ja, v svoji knjigi za reportažne, bom rekla, sladokuse, Pot na Orient, je napisal, treba je veliko brati, veliko popotovati, vedeti in videti. In če ne bereš in samo vidiš, ne veš ničesar. In če samo bereš in ničesar ne vidiš, ne čutiš. Jaz sem vulgarni empirist, jaz berem in gledam, tudi če nisem videl, ne morem pisati. In očitno je ta linija tega očeta, ki si ga zdaj že mogoče katere sence si se že otresel, kako se že reče. Ne bi se njegova senca res velika. Skozi esence. Tudi esenca se tukaj mogoče. Ti na nek način tudi v tem prologu, bom rekla, govoriš o izginjajoči umetnosti, oziroma praviš repše omaž izginjajočem žanru. Žanru, ja. Ja, žanru. On govori o umetnosti, ti govoriš o žanru literarne reportaže. In tudi govoriš o tem, kako pomembno je biti prisoten, kako pomembno je začutiti vse te zgodbe skozi svojo kožo. Ampak kako se res izogniti, da teh zgodb ne nosiš s sabo, ker enkrat sta mi oba z ženom govorila, da poznata mehanizme, kako se izogneš temu, ne? Da te zgodbe ne postanejo del tebe, da ne zaideš tudi v pisanju potem v patos, da se ne zlomiš. Mnogi so se zlomili. Jaz si ne znam predstavljati, kaj je ta človek videl, ne? In zaradi njegovega, ne vem, zaradi njegovih oči lahko vidimo tudi mi, če hočemo. Jaz včasih tudi nočem. Videti vsega tega, kar si videl, kar ste videli, ne? Z Juretom Erženom, z Matjažem Krivicem in tako naprej. Veš, če smo že gledali, da je to privilegija, ne? To, kar z Juretom delava in v tem trenutku pač ta večer posvečam Juretu, ko je resno bolan, ne? In ne more biti z nami. To je izbira, ne? To je prosta volja, to je svobodna volja. In ko je ta svobodna, potem ni prostora za javkanje in v reku samo pomilovanje. Stvari so tako zares preproste. Ne? Počnem, če bi v tem trenutku mi padla z neba, ne vem, milijarda dolarjev, bi še vedno počel isto, kar počnem. Mogoče v drugačnem formatu, pa malo manj intenzivno, pa vendarle. Ne? To pove eno stvar, to zame ni služba in nikoli ni bila. Ne? To je življenjski slog, to je način bivanja, način razmišljanja, tudi način čutenja. Ne? Neke nas težave odprte pore, ki ves čas bi rekel, dobivajo signale, ampak jih znajo, vedno bolj znajo ločevati, ne, med odpadki. Ne? Ustaviš toksično, ne dovoliš si, da postaneš... Kako to ustaviš? Kako lahko recimo na licu mesta? Kako se nimaš nadzora na podzavest svojo lastno? Ne, imam pa nad, kolikor se le da, nad A, količino tveganja, B, časom in prostorom. V koncu dneva pač si sam kreiram na nek način realnost, o kateri poročam, kolikor je to mogoče. Vem, kam grem, maksimalno se poskušam izobraževati v tem času in če začutim, da je preveč, je preveč. Z Juretom so recimo že davno, mislim, da leta 2005
2006 v Iraku uvedla pravilo veta, ko se je nekdo počutil neprijetno, pa kakršnakoli situacija je bila povezana s hrano ali pa tveganjem, sploh ni pod vprašanje, se človek postavi, stopi nazaj. Hkrati pa, ne vem, po skoraj četrt stoletja, kakšna grozna številka je to, oba se bo počutila stara ob tem, početja tega, kontinuiranega početja, to vrstnega žurnalizma. Sem kar naenkrat na terenu iz nekoga, ki bo na začetku praktično vrsto let najmlajši, marsikaj postal tudi najstarejši. In ne samo zaradi tega, ker so se ljudje upehali, tudi zato, ker so številni tako drugače zginali. In se je tudi tako malo, velikrat so se s pokojnim prijateljem in plezalnim mentorjem Pavletom Kozekom pogovarjali o teh rečeh. Drugega so sprašvali, kje so meje tveganja, zakaj to počneš in tako naprej. Vedno so se pa oba v teh pogovorih zavedali, da to počneva izključno samo zato, ker to najraž počneva na svetu. In tako kot v... Verjameš, da beseda lahko spreminja stvari, premika stvari, premika v... Zelo dobro vem, da z novinarskimi teksti lahko spremeniš, lahko pozitivno vplivaš na življenje posamičnega človeka. In to pomeni, da sem seveda, verjamem, da s knjigo in dobrim tekstom lahko spremeniš svet. Zdaj smo tudi pri zgodbi violinista, ki je totalno ena od tistih redkih zgodb, ki ima upanje in recimo temu srečen konec oziroma konec, srečno nadaljevanje. Lahko več poveš o tej zgodbi, ker ko smo sedeli na kavi, ko sta prišla iz teh poti z Juretom, sta bila veliko bolj zgovorna in veliko bolj čustvena. Ne vem, zakaj danes ne bi mogoče tudi kakšno čisto človeško plat, ko te res dotakne tvoja lastna zgodba, oziroma ko vidiš, da si sposoben svojo zgodbo res spremeniti nekogaršnje življenje in to. Mislim, zato se piše, B živi, In bomo prebrali pa. Takih zgodb ne iščeš, Take zgodbe te nekako najdejo, če si vztrajen, vse prisoten in vztrajaš v nekem nezapisanem življenjskem redosledu. In predvsem, če si konsistenten, predvsem, če ne delaš stvari zares impulzivno. In recimo zgodba sirskega violinista Ramija Basise se mi zdi je nekako meni za nazaj in za naprej, ki bom na hitro strno, malo kasneje, dala dovolj motivacije, da se bo lahko ob koncu dneva uspešno borim s cinizmom in sarkazmom, ki je strahovita, večkrat terminalna bolezen našega poklica. In konec avgusta 2015 na makedonsko-grški meji na času vrhunca odprtja povane balkanske begunske poti sva z Juretom pač tisto poletje, pomlad in jesen zelo ves čas na terenu, sledila sva ti zgodbi, nekako nao je tisto, kar sva vrsto let delala, vem, v Iraku, v Afganistanu in v drugih vojnih žariščih, delala praktično pred domačimi durmi, je neka skupina, mislim, da 600 tih ljudi ravno prestopila mejo, ta klep, topel, nežen, pozno poletni večer je bil in so ljudje sicer tesnobno, nervozno, pa vendarle v nekem vsem pozitivnem razpoloženju, to je bil čas vsem premikanja, torej upanja, gibanje je enako upanje, čakali na vlak, ki jih bi iz makedonsko-grške meje, z makedonske strani, peljal naprej proti Srbiji in tam naprej po Hrvaški in tako naprej. In ljudje so čakali, bili so pač v skupinah večjih in tako naprej. In kar naenkrat se je nek mlad, nevide, zelo srmežljiv poba v preoskam roza polavrju je stopil na neko leseno kišto, iz torbe izvlekel violino in preveril situacijo, očitno bister in premišljen pri tem, kar je počel, in začel igrati neko vsem bolj ali manj znano pesem, celo makedonskim policistom, ki so prej bili zelo zategnjeni, celo agresivni, grobi, težavni, so si potem začeli dajati ritem, prepoznali si, poznamo ta napevlja od kje, Rami, sirski violinist, ki prihaja iz pol poti med Hamo in Homsom, je igral Odo radosti, gotovno bo Odo radosti, uradno evropsko himno. In
igral jo je tako, kot da bi uživo bral natančno politično analizo, ne? Ampak to z nasmeškom. Ne? In publika se je razvedrila, ne? In pa nemudoma, ko je odprl vrata za znave, ne? je vedel, kaj mora narediti. Ne? Publika je od njega seveda hotela sirske pesmi upora. Ne? In potem, ko je navdušil nas zunanje opazovalce, je navdušil tudi svojo publiko. In potem je ta playlista, 11 komadov je zaigral, v bistvu naredila nek tak impromptu koncert in naredil popoln žur v placu neke človeške tragedije. Ne? In jaz ko sem to spremljal, najprej sem laufal do Jureta, sem mu rekel, in on je v bistvu laufal pred meni že v tistem času, lej, ne? Tvoja štorija, to moramo narediti, ne? Zdaj bom to govorim. In je malo gnoje. In je Rami končal s koncertom, ne? In ni bilo najlažje priti do njega, ne? Zato ker imel njegova angleščina bila takrat šibka, vsaj približno tako kot moja arabščina, ne? In okoli njega sta bila dva močnejša fanta, ne nujno bodyguarda, pa vendarle zaščitnika, ne? Krhki glasbenik in tako naprej. In sem se mogel malo čez te okope to odigrašne izkušnje prebiti in mi je Rami zaupal svojo zgodbo, izmenjala sva kontakte. On si je po ne vem kakšno naključje zapomnil, da je moje ime Oskar. Jaz sem mu rekel, ko so se nazadnje videla pred 3 tedni, zaradi tega, ker bo film, ki bo po njemu posnet, le tega prejel. In Rami pač je potem skupino odpotoval in sva zgubila vse stike, zgodba je potem išla zelo hitro v angleščini, bila prevedena v nemščino, bila kasneje nominirana za Evropsko novinarsko nagrado in prevedena v vse jezike Evropske unije in v bistvu postala, kako ne rečem, popularna. Ne? In prebrali so očitno pravi ljudje, Ramija našli v begunskem taborišču v Nemčiji, k njemu je prišla, najprej so pač nemški glasbeniki, učitelji, akademiki in tako naprej, ga povabili k sebi, zgodba je že začela nekako svete dobivati pozitivne konotacije in potem je k njemu prišla velika angleška glasbena založba Decca in ponudila pogodbo za album in album z naslovom My Journey, ki je šel spomladi 2017 na playlisto iz tega istega koncerta, in naslovnica je Juretova, fotografija. In že v drugem tednu, ko je bil CD zunaj, je bil to drugi najbolj prodajan CD klasične glasbe v Veliki Britaniji, kar naenkrat je to postalo tako. Te stvari pač tako grejo, se zgodi kdaj. In je postal zvezda. In neko nedeljo zvečer, začetku sred maja 2017, je ta koncert, je Radio Classic FM v poznih večernih urah nedeljo poslušal upokojeni južnoafriški rudarski mogotec. Ljubitelj klasične glasbe, kako se ta, kaj en tekst lahko sproži teoretično, ali pa vsi pravimo temu, da zadaj stoji ateistični angel, režiser te zgodbe, od tam zgora ali spodaj, kjerkoli že. In ta gospod posluša Classic FM in sliši Ramija in predstavijo njegovo zgodbo in v bistvu berejo ta moj tekst, v tem, da ga tako predstavijo. In naslednjo jutro zjutraj, oziroma, mislim, počem bilo naslednjo, pa čez 2 jutri zjutraj mene ta gospod pokliče, ne vem, kje je dobil moj telefon, pa vendarle to ni težko, in mi reče, živjo, ravno kar sem bil v stiku z Ramijom, povabil sem ga na festival klasične glasbe to poletje v Klostersu, Švico, bi tudi ti prišel, da se srečamo in tukaj naredimo neko presenečenje. In zelo kmalu potem pač smo se srečali v Klostersu. Šla oba z Juretom. Sveda oba z Juretom in to je bil eden najbolj čustvenih momentov v življenju. In ko vidiš, da pač en del te preobrazbe tragedije v srečno zgodbo, da si imel malo zraven, bi rekel, je neka satisfakcija za nazaj, za sproti in za naprej. In to je nekako zelo srečno. Zdaj smo v zelo intenzivnih stikih, celo smučali smo skupaj letos. In ta gospod Ian, ki se ponovadi skriva svoje identitete in noče razgaljati, je bil gost presenečenja na predstavitvi moje knjige v Londonu prejšnji teden in to je v bistvu bila taka povratna gesta objema z Ramijom v Klostersu, predlani poleti se je zdaj zgodila v Londonu na predstavitvi knjige. In bilo je no, se mi zdi, da nekaj v Londonu je bilo, tudi ja. V bistvu je bilo čudovito. Kaj lahko poveš s knjigo, česar ne moreš z novinarsko reportažo? Kaj lahko dosežeš s knjigo, česar ne moreš z novinarsko reportažo? Zdaj smo videli, da z novinarsko reportažo
si v bistvu se res s pomočjo ateističnega angela res zgodil nekaj vrste čudež. S pomočjo reportaže recimo o Mehmedali Aliću je pa nastala knjiga in film. Mislim, pazi, kaj pišeš, Boštjan Videmšek, očitno. Kaj bo iz tretje reportaže? Motivacija po knjigah in filmih je ves čas prisotna, ne, po različnih formatih, se tudi po dokumentarnih filmih, po čemarkoli. Mislim, da če pisni novinarji ustrajamo na okopih samo pisane besede, si s tem krčimo možnost upovedovanja tega, kar vemo, vidimo, razumemo, predvidevamo. Ne. Absolutno je treba širiti formate in sprejemati novosti. Ne. Ne vstopam v 21. stoletje s pisalnim strojem, ampak tudi z digitalno kamero in nastavki umetne inteligence vezano s človeško umnostjo. Naravno. Naravno, ja. Ne? Vse to, ne moreš biti človek 21. stoletja, če ne sprejemaš vsega obstoječega. Lahko zanikamo, lahko smo cinični, lahko odvračamo, ampak to je paket. Tudi publika, tudi vsi mi smo, rekel, sestavljeni iz tega. Profesionalna deformacija. Ponovadi se ti ne dela, ne? Ne, ja, se ne dela. Če so zdravo zelo električni ljudje, pač ne dela, imam pač zelo moderno napravo. Ja, ne, to pa je stavek, ki si ga je potrebno zapisati, ne? Ja, če se že ni posnel, ne? Ja, tega sem si zapomnila. Zapomnila sem si še enega, ki si ga povedal takoj na predstavitvi te knjige, mislim, da v klubu Drame, da ne gre toliko za izumiranje tiska, ampak za izumiranje empatije v tem obdobju. Tako, ja. Da ne gre torej toliko za izumiranje naše koncentracije, ampak za... V resnici koncentracije, mislim, in potrpljenja, in koncentracije, prisotnosti, čuječnosti, ne? Vsega tega. In to je tisto, kar omogoča poglobljeno razumevanje sveta okoli sebe in v sebi. Ne? In to je nujno potrebno za, dovolim si biti všapen za tak izdelek. Ne mogoče je povedovati svet, če ga celostno ne zaobjameš. Ne? In če se vrnemo nazaj k tvojemu vprašanju, ki je ostal v resnici brez odgovora, ne? Vsem mislim, da je možno to tudi seveda v novinarskih tekstih, v nekih daljših reportažah. Ne? Ampak ključna ovira ni denar, ključna ovira ni... ključna ovira je izključno samo čas. Ne? Ko si pač na novinarskem terenu, na nekem profesionalnem terenu, je tvoj čas omejen od do in toliko in toliko, se sama najbolj sliš, tukaj stvari treba narediti in se ne more stvarim posvetiti v celoti. Ne? Jaz sem še to pač blagomotnjo, da vedno poskušam pisati stvari v realnem času, isti večer, ko se zgodba zgodi. Ne, ustrajam bolj naredno seveda z izjemami v tej disciplini. Ne? Zato je pa to mogoče. Drugače ne moram slediti samemu sebi. Ne? In se mi zdi, da tudi to živo pisanje ohranja neposredne čute. Ne? Čeprav za te stvari tudi se mi zdi, mi fino manjka talenta. Ne? Ampak pač... Zakaj že manjka talenta? Za podrobnosti. Ne? To je tudi posledica tega, da sem dolga leta v bistvu preživel z Juretom, a ne? In ko sem videl njegove slike, sem tako res ostal z manj besedami, ne samo brez besed, z manj besedami. Ne? Sicer oba sva rasla eno ob drugom, ampak meni je negativen aspekt tega, da delaš z genialnim fotografom, je to, da imaš res manj zapovedati, ker je fotografija tako močna, izrazna, kontekstualna. Ne? In nikoli potem nisem opisoval velikrat za nazaj. In ko tega ne narediš v živo, je za nazaj v bistvu velikrat to na robu, če ne celo preko goljufanja. Ne? Von ohrane, ne vem, lahko iz Kavacove biografije lahko uporabimo kako mnenje v spominu. Ne? Selektivanje, ne? Pridelan, predelan, podrejen trenutku. Ne? Ja, sam svoj kreator si, mislim, kreator svojega spomina. Pa tega ne smem dovoliti. No, pa Hemingway verjetno ti ga ne spoštuješ kot, aj ga ljubiš. No, vem, da Marto njegovo bolj, ne? Malenkost bolj, ja. Ja, malenkost bolj, pa si rekel, da ona je bila za njega kraljica, da ta Hemingway. Kar se tiče novinarskih reportaž, kar se tiče novinarskih reportaž, ja, kar se tiče ne literature, ne, seveda, no, ampak on je... Ona je bila neka bistveno boljša novinarka.
Ja, ker je bila novinarka za razliko od njega. Ja, saj to hočem povedati, da si ga ti kot poročevalca mogoče gledal malce zviška, zaradi tega, ker je on tam očitno tudi uporabljal ta princip, nič si ne bomo zapisali, bo že prišlo tisto, kar je pač vredno, da pride, ne, tudi čez pač par mesecev ali pa čez 1 leto, ne. To so bili res drugi časi. To je bilo času o glamurju, ne, mi pa smo v sweatshopu. Ja, povej mi malo to razliko med temi velikimi imeni reportažnega, vojnega novinarstva, če hočeš, takrat, ne. Konec koncev tudi Albert Camus, mnogi so rekli, da so bile njegove reportaže celo boljše kot njegovi romani, no to ne bi upala polemizirati, ampak sem pa brala nekatere reportaže. Skratka, v čem je razlika, osnovna razlika med takrat in danes v urednikih oziroma v tem nepovratni spremembi sveta, ki je postal tako hiter, hektičen, ki nas bombardira z informacijami in kjer pač pisana beseda res izgublja na vrednosti? Ali je bilo v resnici, kot si tudi enkrat rekel, zelo podobno pravzaprav, samo da so bili pač oni povzdignjeni v zvezde, drugače ostali novinarji so bili pa takrat na isti ravni kot danes. Pač delovna sila, suženjska delovna sila. Tisto, kar je res drugače, je, da novinarji oziroma novinarstvo v, recimo, ne vem, do leta 1990, to je zelo groba ocena, pavšalna, celo površna, praktično, niso imeli konkurence v interpretaciji, opisovanju, razumevanju sveta. Razen literature in filma, ne, ki pa sta pač bila večkrat v smislu interpretacije, če sem po novinarskih zgodbah, v bistvu slednika že novinarsko povedanih, napisanih zgodb. Ne? In nočem reči, da je bilo ljudem lažje, ker se je bil svet drugačen, ne? Ampak bilo je bistveno več časa, ne vem, tako vsi moji ključni vzorniki, pa ljudi, katerih sem se vzel, sem rastel z njimi od Tercanja do Kapučinskega, in seveda Georgea Orwella, ki je na prvih 5 mestih vseh lestvic, ne, ljubezni, so imeli ogromno časa. Ogromno časa. Mesece in mesece in mesece, ne, in niso bili odvisni od dnevnih rokov. To je bil povsem drugačen žurnalizem. Ne vem, če temu mogoče lahko sploh to reči. Je bila že bolj literatura, ki se je približevala. In v bistvu tudi javnost ni bila razkropljena, razkosana in imela tudi zaradi tega, ker je imela javnost več časa, imela tudi podaljšan attention span, imela podaljšano pozornost. Podaljšana pozornost je pa ključnega pomena pri konzumiranju tovrstnih daljših, kontekstualnejših, obširnejših vsebin. In to je ta razlika. Danes smo mi tam zunaj popolnoma nekonkurenčni. S pisano besedo, še posebej z daljšimi teksti, kako ne konkuriram s 142. znakom, kako ne konkuriram še več. Kako ne moja vojna reportaža, recimo, čeprav se poskušam, oziroma sem se uradno že upokojil od vojnega poročevalstva, kako ne konkuriram z nekim daljšim tekstom, ki ga mogoče celo pišem izjemno hitro, ne vem, oddam 4 ure potem, ko sem se vrnil iz dogodka, 360 prenosu z GoPro kamero dogodka samega v živo. To je zapišeš na začetku knjige. Preprosto se konzumira specialni efekt je sam po sebi. Temu ne moreš konkurirati. In potem je treba sprejeti taktičen obrat. Seveda, delno se podrediš tehnološkim trendom, ne z vsebino, ampak s formatom. In tisto drugo, kar narediš, je pa, da hkrati, ko se podrejaš, ko si submisiven, si tudi agresivno vztrajaš na svojih okopih do meje skrajnega roba bolečine. To pomeni, da tam, ko čutiš, da je tvoje delo že v celoti ignorirano. To pomeni, da je treba prenesti nekaj, kar je bilo včasih mainstream, kar je bilo vse prisotno, kar je bilo v vseh revijah, vseh časopisih praktično prisotno, nek tak long grid, dolgobralni format v butično sfero. In malo se ne dogaja podobno tudi na založniško-knjižnem trgu. Gospod Ruben, mogoče komentar. Se to je bilo samo metaforično rečeno. Nekaj še vse, ja. Lahko pa bi imel bolj tlele daljši ekspoze, pa Mogoče. Podcast, temu rečemo doma.
Zato sem te spraševala tudi o teh naštetih Kapučinski, Martha Gellhorn in tako naprej. Zato je Hollywood. Ja, zato, ker je ta posnemovalec Roberta Cape v knjigi Dispatches. Michael Hare, no, ti vse veš, jaz moram malo vseeno pogledati. Skoro kratko naslov knjige. Ja, Dispatches, ja. Ne bote tožil. Ki je te fotografske kolege takrat prikazal kot ene cinične tipe, pogosto psihotične zasvojence z adrenalinom in nevarnostjo, ki so jih drugi delali zvezdnike, na koncu so pa večinoma končali zelo nesrečno. Ne? Pa da so bili njihovi posnetki spektakularnejši od resničnosti. Pa se, to je zdaj ta dilema, kaj žene pravzaprav človeka tudi, ne? Kako si ti ločil, kot si prej omenil, zrno od plev. Večkrat si rekel, da je ta sila močnejša od smrti. Ne? Nekoč je bila, gotovo, ne? Nekoč. Zdaj ni več. Ne? Si spoznal kakšnega običajnega, normalnega vojnega reporterja ali vojnega fotografa, recimo? Takega mirnega, da ni imel kakšnih res zanimivih posebnosti? Nekoga, ki ga je bilo... Pa da je bil leta in leta in leta in leta, ne. Ne. A te, kdaj te je bilo najbolj strah? Ko je bil ugrabljen moj dober prijatelj, s katerim smo skupaj poročali iz serije in je 8 mesecev preživel z Islamsko državo in sem si lahko, ne da bi zares to izkusil, predstavljal, kaj bi se meni dogajalo na njegovem mestu. V bistvu sem se uživel v njegovo bedo in predstavljal si, kako mrhovinarski občutek je v resnici to, ne? Še posebej, ker pač je bila tudi posledica skupnega oklepaju neodločenja, da se je to zgodilo. Ne? In strah mi je bilo za njega, ne zase. Ne? Seveda, ko sem razmišljal, kaj bi se meni zgodilo, če bi bil tam, ne? Če bi, ne vem, vsak dan mi nad glavo z nožem strašil Džihadi Johna, ne? In bi bil v krempljih Isaja, bi bila stvar bistveno drugačna. Ne vem, se mi zdi, da ne premoram ne te moči, ne tega poguma, ne te vzdržljivosti, da bi lahko mesece in mesece in mesece bil v submisivni vlogi znova in znova pohojene in ponižene podgane, ki ne vejo, bo jutri dočekala jutrišnji dan. Tega ne zmorem, nimam tega vse. Preveliko revše sem, da bi lahko to preživel. Ne? Hkrati pa sta mi z Juretom še pred, bom rekla, kakšnimi 7 leti rekla, da sta bila včasih veliko bolj nora, da sta postala malo bolj previdna, da zavračata te očitke o embeddingu, ne, z ameriško vojsko. Mislim, kaj ima to veze zdaj? Ne? Pač, embedding je bil ena od oblik poročanja, če se vrnemo k embeddingu, ne? Robert Capa je lepo povedal 2 leti po dnevu D, katerega bomo 75-letnico praznovali čez 2 meseca, ne? Da si je v času izkrcanja zavezniških sil v Normandijo na trenutke želel biti tudi na nemški strani, ne? V bunkerih bi videl, kako je to izgledalo. Ne? Seveda ima embedding tudi opraviti malo s strahom, ne? Mislim, s kontrolo strahu, da si vnaprej vseeno, mislim, se ne instažila samo na lastno pes, je nemogoče. Seveda je bilo varno, ne, seveda, v enih trenutkih je bila to tudi edina mogoča oblika poročanja, ne? Ampak so se oba, kolikor je bilo mogoče, držali tega pravila, da če smo bila en teden v embeddingu, so bilo pol zato en teden sama na terenu. No, tega recimo jaz nisem nikoli zvedla. Ja. Ne vem, vi tudi ne veste, jaz ne vem, zakaj meni se to zdi zanimivo, ja. Ker morda to ni informacija javnega značaja, kako se temu reče, tako marsikaj drugega ni, ne. Seveda, namen ta knjiga recimo bistveno bolj prvoosebna kot večina mojega pisanja, razen Ultrabluza. Ne? Je sam posebno prvooseben, ne? Ampak ne v smislu razgaljanja neke zasebnosti, ta je in mora ostati zaščitena, bi je relevantna. Se te ne sprašujem po tvoji zasebnosti, ampak po tem, kako se soočati z strahom, ne, na takih potehah, veš? Ja, verjetno ni to neka konstanta, verjetno so obdobja, ko doživljaš določeno krizo, tudi krizo o smislu tega tvojega početja. O, da, vaš čas. Verjetno teh četrt stoletja, ne, koliko si bil star, ko si začel 17 let? Ja, s temi stvarimi malo kasneje. No, s temi stvarimi, ja, ampak kot nekdo, ki je želel poročati iz konfliktnega na frontnih črtah, ne,
srečuješ, če govorijo o vojakih, borcih in pripadnikih paravojaških enot, redko kdaj koga, ki je starejši od 25-26 let. Ne? Tako britanska kot ameriška vojska, zdaj pri vojski predvsem in seveda pri marincih, ima na frontlineu 18-letnike. Ne? Niti ni treba možganov oprati, ker še niso bili zamazani. Ne? Strah deluje drugače, poln si adrenalina, ne razmišljaš konsekvenčno, ne razmišljaš o tem, kaj prinaša jutrišnji dan in tudi odgovornost je bistveno šibkejša, ne? Ali pa je sloni in to mogoče malo blasfemično zveni podobno, po mojem tudi z vojnim poročevalstvom. Kljub temu, da za njim stoji neka druga motivacija, morda kdaj komu tudi ista, ali pa podobna, v bistvu, ko si mlajši in bolj na hormonih, si tudi krepko neumnejši. Ne? Krepko neumnejši pomeni, da tudi manj prestrašen. Ne? In za nazaj si redko lahko predstavljam, da bi kaj ponovil. Ne? Še več, marsikaj se mi zdi celo bilo preko roba popolne retardiranosti storjenega. Ne? Ampak iz te varne perspektive, da, preživel sem. Ne? Zelo podobno je, ne vem, če se spet vrnem pokojnemu Palu, tudi v alpinizmu. Ne? Ampak slej ko prej, če se z tega ne omakneš, narediš korak preveč. Potem je samo še prosti pad. A si spomniš točke, ko si se omaknil? Ja. Ne, močno pa da obstaja, razmišljam, ne, veš, več jih je bilo. Ja, se verjamem, da ne moreš zdaj takole. Gotovo omenjena, definirana taka, ki me je postavila kar nekaj korakov nazaj, je omenjena zgodba ugrabitve španskega prijatelja Marka, ne. Se mi je zdaj, in to je bil tudi cajt, ko je bila vrsta kolegov najprej ugrabljenih, potem tudi ubitih, ne. In v bistvu spremenilo se je, recimo, ne takoj po letu 2001, ampak recimo tam od 2006 naprej smo novinarji na kriznih žariščih postali skoraj da primarne tarče. Nekoč, ko sem začel delati te stvari, sem blazno z veseljem nosil napis Press. Veš, na avtomobilih, s katerih smo se vozili, smo jasno označili, mi smo pa novinarji, tako da bi imeli rdeč križ na avto ali pa rdeči polmesec. Dosti hitro potem smo to brisali, zato, ker je to, bi rekel, za vsakega snajperista smo bili nenadarjenega mokre sanje. In potem, ko gotoviš, da v bistvu obstaja velika možnost, da ne boš povedal zgodbe, je v bistvu nesmiselno, da se zares odlotiš delati. Hkrati pa se je pojavila tudi neka nova generacija, približno isto ubrisanih posameznikov in vedno več tudi posameznic. In je čas, da se človek umakne, ne? In ni nujno, da se umakne, posod se mora nekje umakne. Da ne postane zgodba, to je naravni red. Ne, pa tudi, da ne uzurpiraš svojo pretirano pojavnostjo časa, možnosti, priložnosti mlajšim. Ne? To se mi zdi velik zločin. Ne? No, to je res težka beseda, no, mislim. Saj se tudi ne vem, Ervin ni popolnoma umaknil, ne? On je še se tudi tebe Žižek primerja z dinozavrom, kar je čudno, ker vem, da si bil vedno, da si gojil ta kult mladosti in divjosti in očitno si mu ostal zvest, ne? Da se zdaj umikaš tistim, ki so zdaj postali bolj mladi, ki so mlajši in bolj divji od tebe. Zaveš se svojih omejitev, no? To je nepodobno, to je isto kot v športu. Ampak je lepo rekel Žižek, ne? Dinozaver. Ja. Živi fosile. Živi fosile. Ja, res je, ne? Kakršnih ni več, kakršnih... Mislim, nekaj nas je, ne? Nekaj nas je, ja. Fosilov mislim. Ja, muzej naravne zgodovine. Nekaj nas je. Zdaj sem se spomnila na besede Damirja, kaj morava že nehati, oče že nakazuje. Ne, jaz sem se zmotil. Sme preko hitro če mi zadnje čase nekaj oproščam, ne, zadnje čase opusili. Se oproščam. Ampak res. Ne, res. Bože Milek. Bože Milek. Zdaj sem se spomnila. Končno smo se malo nasmejali, žal samo na moj račun. Damir Chagall
vedno narobe, čeprav sem ga že... Zdaj, ja. Šagol? Jaz sem hotla, pa sem te gledala. Damir Šagol je 71-letnik, tako kot jaz, ampak še vedno je ključni vojni reporter, ni več. Slučajno, ne že Če pred 3 leti je dobil nagrado. Je samo že odkar se je on preselil iz Bangkoka v Peking in zdaj nazaj v Sarajevo in pustil to vse za sabo. Ni več reporter. Ne, je, ampak ne dela več teh stvari. Tudi on se je upokojil. Aha, po nagradi. Tako. Ne, in on je predstavnik... Matjaž Krivice pa še kar ni. Dobro, on vid pištolo pa 400 metrov stran. Pa sem sam poudariti, koliko je nagrad dobil naš fotograf, mimo grede. V glavnem, Šagol je večkrat rekel in jaz to vedno citiram, kadar pač ti pogledam v oči, kako si v trenutki, v res ekstremni situaciji, ne, ki nam jo lahko potem kot bralcem preneseš, kako imaš naostrene vse čute, von, vid, intuicijo, kako znaš predvideti, kako ti doživljaš samega sebe, ko si v takšni ekstremni situaciji. To sta mi pa oba z Erženom znala zelo lepo razložiti, da dejansko se da sam sebe odkriješ čisto v eni novi vlogi. Ja, najprej te to preseneti, kako apelno, vitalen, natančen, ja, bolj vohaš, rateš živalski, izostrijo se ti čuti. Hkrati pa tudi veliko bolj pozoren, čuječ, previden, natančen si, ni dovoljena površnost, ampak, veš, to tudi postane rutina, zato, ker si v enem trenutku si začneš zaupati, da bo že tisto v meni se sprožilo pa delovalo, in to je res navaden, in ni vedno tako, ne sprožijo se vedno te obrambne mehanizme, tudi zato je treba totalno delati na psihofizični pripravljenosti do onemoglosti pri teh rečeh. In to se izčrpa, to je omejena količina te moči obstaja, ne poznam nikogar, ki je to iz tega izšel, kako bi rekel, še dovolj močan, da je normalno nadaljeval svojim življenjem, če je ustrajal predolgo. Nikogar ne poznam, pa poznam res ducate ljudi iz svoje plus minusne generacije. Predvsem v smislu tega vseprisotnega cinizma in negativizma, ki ti onemogoča, da vidiš svet v barvah. Potem je res samo črno-belo, potem res to se lahko hitro zvede na nek spopad dobrega in zla. To je pa taka ideološka varka, ki gre preveč v ekstreme, da bi lahko bila realistična in to je že fikcija in potem v stvarni literaturi in novinarstvu taki ljudje ne smejo, oklepajo, morda smemo več nič početi. Tudi zato, ta obrat, ki so ga, s pomočjo, do katerega je prišel s pomočjo Matjaža Krivice v zadnjem delu te knjige, od teh frontnih črt človečnosti, ki so zelo dobesedne vojne, migracijske in tako naprej, do klimatskih sprememb. In projekta Gonilna sila 21. stoletja, ki se vsega lotila in začela iskati delujoče, obstoječe energetske projekte, ki nam morda nekoč nekje, kako se mudi, omogočijo ne preživetje, ampak odložijo smrt za nekaj, morda desetletij. To je v barvah, to ni ČB. Tako. To je bil tak monolog, da je res, ki sem slišala en aplavz, kar pogumno. Ne prosi za aplavz. To je politika. V barvah, ampak tudi ta dilema je verjetno zelo barvna in zelo težka tega vojnega poročevalstva. Ali si res samo priča, ki posname dogodek in ga prenaša javnosti, ali pač vse vmešaš. To je to klasično vprašanje, ki ga moramo vprašati. Še vprej bi pač prosila, da napolnim. Z najbolj brutalno diarejo se poserjam na objektivno novinarstvo. Tako je. To si tudi povedal v uvodu. Vedno je to to. Kaj te delaš, veš na WC-ja? Po pomembi. Ne, jaz nisem objektivna.
Tako da ne bova. Ne, hotel sem sam posnet to, ker pač res je njihov delati zaradi gospoda Videmška, ki ima verjetno, mislim, ja, To je zaradi litija. posebne energije. Ja, to je litij. Zaradi litija. Ja, kar nadaljuj. Aha, tako da zdaj te ven vlečem, mislim, ja. Ne, mislim, to je vprašanje, na katerega Tukaj neskončno... si uporabljal sicer besedo, da pač greš na kolena in bruhaš, ne? Tukaj je tudi malo avtorskega vnosa prevajalca, če sem natančen. Ja, a veš, da mi je pa ta del mogoče malo zmotil, mogoče mi je bila bolj všeč ta diareja, ki ste jo pač bili videležni. Dobro, stvar izbere bruhanja diareja, lej. Pa ne, lej, no, Neki zvoli. No, pa pustimo resne količine za trenutek ob strani, ne. Ne, ampak, ja, nadaljuj, zanima me, kaj narediš, ko vidiš deklico, jo boš, mislim, to so res težke dileme, jaz nisem Te nikoli. dileme nikoli v življenju nisem imel razen enkrat. Enkrat, kdaj? Mislim, da razložim, zakaj te dileme nikoli nisem imel. Zdi se mi, da pač pravila profesije nikoli ne smejo nikoli nikdar zaustaviti človeka v tebi. Ne? To je vedno prva reč. Mislim, ne morem si predstavljati, da nekdo zaradi tega, ker uradno ne sme izstopati iz vozila, ne bi se sredi avtoceste ustavil in pomagal rešiti ležečega človeka na cesti. Ne? To je naše delo v resnici. Ne? Mislim, to narediš najprej, preden poveš zgodbo. Seveda se involviraš v njo. Prav ne moram doumeti, nikoli nisem mogel doumeti, da obstoja pisano in nepisano pravilo, da si zgolj opazovalec in morda vklepaju neinteligentna kamera. To je meni nesprejemljivo. In mi je vedno bilo in sem imel s tem precejšnje težave, ne jaz, no, drugi so jih imeli, ne. Ampak nekako sem ustrajal na teh okopih in mi je to uspel, rekel, penetrirati tudi v veliko težja medijska okolja, kot je slovensko, ki je v resnici, tako kot založniško, še tako dobrem stanju, dragi moji, tako dobrem stanju v primerjavi z globalnim, da si to ne moramo predstavljati, ne. In tam je bilo težje, zato ker so pravila igre tako ostro začrtana, da takoj, ko malo postaneš oseben, bolj človeški, človečen, ne človeški, to je človeško, da si ne človeški, bolj človečen, potem se vrata hitro začnejo zapirati. Ne? To so okopi, na katerih je treba ustrajati in da se vrneva samo eni dilemi v življenju, ne, ki si imam. Res to vrstni. Konec avgusta 2003 na vrhuncu državljanske vojne v Demokratični republiki Kongo je nek francoski fotograf vietnamskega rodu vsak dan, brez izjeme, na svoj satelitski telefon dobival poročila iz okoliških vasi, kjer je serijsko prihajalo do masakrov. Nepopisno gnusnih masakrov. In midva sva se srečevala, popoldne zvečer, ko prišel nazaj in mi je razkazoval mi te fotografije, razlagal mi je in opisoval, kaj je videl in me ves čas vabil sabo. Ni nas bilo veliko tam v Buni, takrat na severovzhodu DR Konga. In en dan se še pa z njima. In pa so prišla v vas, ponovati je bilo tako, da je on prišel v te kraje pa uro pa pol po napadu na vas. To so bili napadi, tako najbolj brezjačni napadi. Skupina milica je letela v vas, kateri so bili samo ženske pa otroci ponovati, ali pa starci, tisti, ki niso bili v drugi milici, nasprotni milici, ne etnično obračunavanje, in so v bistvu prihajalo do množičnih posiljevanj, tako naprej in robanja. In tam je pač, so prišli tja zelo malo po temu napadu. Vse se je še kadilo, nekateri ljudi so bili ranjeni, nekateri mrtvi in prizori tam so bili strašni, pač izrezan fetus. Namesto njega položena pivska steklenica. Ne? In v tistem trenutku se dala neka deklica, je ležala na tleh, očitno še živa s prerezanim vratom. Mečeta je bila priljubljeno orožje teh masakrov, kot Ruandi pred točno 25 leti. In ta vojna na vzhodu Konga, takrat je bila tudi nek eho ruandske vojne, ruandskega genocida. In potem je ta fotograf deklico vzel v roke
jo držal z eno roko, z drugo in pa pač natočil malo vode čez usteca, ne? In ta voda je šla direktno ven, vrat je omahnil in mu je mrlo naročil, ne? In takrat sem jaz nekaj hotel ubiti, ne? Nisem vedel, kaj to je, kaj se je zgodilo, ne? In s časoma sem zvedel, da vse, kar je on delal, slikal in fotografiral, je bilo na mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu uporabljeno kot dokazni material. In te korupni snovi so šli v zapor. Tudi to je treba delati. Tako. To je bila edina dilema. Jaz te deklice ne bi mogel dvigniti. Ne? Mogoče se premalo poguma. Gnus. Ne? Veš, to je malo bil orwellijanski moment, delavski razred smrdi. Ne? Preveč iskren sem bil v sebi, da bi si upal, da si to upal. Ne? Zdaj ne bi zbral poguma, ne samo, da bi se usedel na motor. Nočem iti v Kongo. Več možnosti sem imel potem, 16 let potem so se vrstile možnosti za Kongo, tako ali drugačne, pa sem storil vse, da sem sam sebe nategnil, da ne morem. Zato, ker mi je to ratala travma. Ne? In tam sem bil 60 dni v kosu, malo manj, in sem jedel, bil sem v preizkusni, zdaj, če smo malo osebni, v preizkusni skupini za malaron proti malarike in so mi zase odpadali in sem skušal in sem bil depresiven, seveda, kar antimalariki delajo. Ne? In sem se idiot, ne, ukvarjal s sabo na mest zgodbo in v tem nisem prinesel novinarsko nič uporabnega in ko sem prišel domov, sem se rekel, nikad fucking biše, tako se ne dela. Ne? Seveda pač publika tega nisem občutka, da je to kdo zaznal, ampak takrat to je bil prvi trenutek, ko sem hotel to nehati delati. In to je bil tudi trenutek, ko sem začel ortodoksno športati, potem še bolj, ne, ko sem hotel vse drek ven pač jasno. In sem ga. Koliko? Ja, zanimivo, da se vsi na Sobotni prilogi zelo spomnimo te reportaže, ki jo je bilo nemogoče tudi brati na nek način. Je šla je pa po letu, v Four Places. Ta, jaz se spomnim v Sobotni. Ne, po letu z naslovom Smrt. Ampak tudi v Sobotni si pisal. Z rdečim križom, tako Juretova strašna slika. Ja, strašna slika. No, tudi v Sobotni si pisal o tem. Seveda, ne, to je pa verjetno ta prva. Prav ta zgodba je bila v poletu, ki sem mu za vse večne čase hvaležen. Ja, zdaj pa mogoče, da obrnemo zdaj to v eno drugo smer, mogoče pa bi malo manj začel, ja, v barve spet, mogoče bi pa začel malo manj športati, pa pisati literaturo, da grejo te stvari ven, a ne? Ker to, kar si nam zdaj povedal, jaz imam občutek, da bi se lahko zelo transformiralo v eni obliki romana. Ne? In to je samo ena zgodba. Jaz tudi nisem v najboljši koži, ker sem brala te zgodbe, 2 noči. Tako da ne bomo šli zdaj verjetno detajlo, povedal si nam 3-4, bom rekla, obrise tega, kdor želi, lahko te zgodbe najde tudi še kje drugje, ampak tukaj so res tukaj so zgodbe od leta 2010-2011 naprej, ne? Ker te zgodbe prejšnje, ker so bile kar sorazmerno dovolj časa, ne? So bile objavljene, slabš napisane, premalo premlete, pač bil sem mlajši v knjigi Vojne terorja. Ja, oziroma 21st Century Conflicts v angleškem prevodu. Pa, zdaj ne vem, lahko to je knjiga o upanju, no. O upanju. Ja, to je knjiga o upanju. Ne? Tako sem bil zelo vesel, ko je velika turška pisateljica Ece Temelkuran rekla, da je to tako neka vrsta lepega pekla, ne? Zato ker ogromno ljudi gre čez vse možne muke in preživijo, ne? In meni kot piscu in upam, da tudi bralcem daje nauk o preživetju, ne, nauk o vitalnosti, ne, nauk o moči, nauk človečnosti. No, ne. Ne govorim o happy endih, govorim o borbi do zadnjega trenutka, pa karkoli in kakršenkoli že ta je. Tudi če je 0,7 v 89 minuti.
Ja, Matjaž Krivic Mislim, da je že šel, ne? je že šel. Je izginil ravno zdaj, ko smo ga hodili pri... Vse greva jutri na pot, se bo on Greš pa na pot. Ne, Matjaža hočem na vsak način upeljati v to, da obrnem zgodbo, ki se je prav z njegovim prihodom na nek način, z njegovim povabilom tebi v Bolivijo, ne, obrnila v neko drugo. Zdaj, v bistvu jaz zaradi te zgodbe o Ruandi, pravzaprav ne o Ruandi, o Kongu, sploh ne morem. Pravzaprav se po tej zgodbi ne da povedati nič več. Mora se. Mora se, ja, se vem, ja, mora se. Ja, Liti, Matjaž Krivic, ki je znan, bom rekla, človek, ki prepelje in prebije vse meje. Koda. Ja, kako sta pač prišla do te zgodbe, no, v Liti. Matjaž je mene snubil 15 let, da bi delala skupaj, ne, pa to pač zaradi takih možnosti ni bilo mogoče, ne. Ampak oktobra 2016, že začetek novembra, bil sem prišel iz bitke za Mosul domov in spet samo in tudi drugim obljubo to je bilo zadnjič, ne. In sem tako očitno čakal na nek signal, povabilo in obrat v profesionalnem življenju, ne v zasebnem, ne. In Matjaž poklical na kao, stari, ne, imam jaz eno zgodbo zate, ne, in sva jo začela delati pa že v bistvu zelo hitro, ne. Vedno sem mu govoril ne, s tem je pa absolutno prepričal, zato ker se mi je zdel, da rabim sam pri sebi nov format, nov način povedovanja, novo vsebino in preselitev iz nekih vojnih con na, kot rečeno prej, nove frontne črte, torej okoljske in okoljsko-klimatske, se mi je zdelo logično nadaljevanje, seveda to je neka oblika obrambnega mehanizma, morda eskapizem, ampak takoj, ko smo začeli delati to zgodbo, sem vedel, da bo to dolgoročen projekt in mudoma sem tudi začutil neko tako osebno in profesionalno satisfakcijo temu, no, zato ker sva to zgodbo začela delati res kakšno leto predvsem z ostalimi in sva zaorala v pač nekaj, kar je bilo nedotaknjeno in zelo pionirski občutek je bil, kamorkoli sva prišla od Bolivije do Kitajske, do Združenih držav, sva prva delala to zgodbo in temu primern je bil tudi odziv velikih medijskih hiš. Seveda pač vizual je bolj kot vsebina prodajo zgodbe, Matjaž je genij. Ampak ni samo genij fotografije, je tudi genij marketinga in prodaje, ne, in vse ostalo je, kar se tega projekta tiče zgodovina, ne. In roko na srce, ne, to me je tudi pogumno v poti na svobodo, ne, zato ker sem vendarle videl tudi to, da tam zunaj obstaja tudi resno tržišče, ne samo tržišče, ki za dnevno poročilo iz Gaze med bombardiranjem plus fotografija plača 70 €. Ne? Ampak obstaja tudi kaj, kar temu doda najmanj ničlo. Ne? Tako da seveda je za tem stoji tudi ekonomski premislek. Bodimo iskreni. Bodimo iskreni, da sta pravzaprav tudi zaradi Litija, ne, si ti se drzno izstopati iz družbe Delo? Ne. Možnost, prepoznavanje možnosti, da tam zunaj obstaja realno tržišče. Ne. Litij je naključje. Od litija do klateža, če rečemo temu morda, je to posledica tega v prihodnosti. Ne? Ampak več je bilo razlogov za to, predvsem pač se mi zdi, da pri mojih letih moram imeti popoln nadzor nad svojim časom in prostorom, v katerem se nahajam. In tvoje reportaže so prevedene v nemški jezik, kje vse objavljata, no, za konec nekaj bolj konkretnega? Mislim, pač Litijeve zgodbe so bile objavljene od Špigla do Le Figaroja, Aftenposten, Wired in tako naprej, no, pač res veliki časopisi, ne. Ampak kljub temu vsak dan skoraj objaviš en manjši članek za Delo. Tega je pravzaprav jaz, ki tudi sama malo pišem, ne razumem, kako je to možno. Ja. Mislim, pač na drugih obratih delala, ne? Različne benzine. Ne vem, mislim, to... Mogoče te razume samo Ruber. Me. Jaz tudi njega.
Se pravi, moram enkrat na Zion, da pač pridem v to isto. Ne, lahko greš samo nekih 5 km enkrat več, bo povsem dovolj. Ja. Ne, lej, pustimo digresije po strani, ne. Ja, zdaj jaz mislim, da je čas še za kakšno vprašanje do 2. Gospod je že 2krat pogledal na uro. Nekaj jih je odšlo. Ne. Ja. Prej bil še oče, zdaj je gospod. Samo se že drugič zgodil zdaj. Ja, ne, pa dobro, da mislim pa, da ni Da imam kakšno vprašanje, ne. Recimo, kaj so tvoje prihodnost od tukaj naprej od te knjige? Kaj me dosti dopolni med lavom iz tega vprašanja? Mislim, da sape. Mislim, gotovo je naslednji projekt, knjižen projekt in zdaj pač intenzivno v tujini iščeva založnika z Matjažem, Litijeva knjiga. Ne samo Litijeva, ampak zdaj so dali temu nek delovni naslov Coming Clean, ne, in zbirka delujočih energetskih itd. Projektov, ki dajo upanja, da ne bo jutri, ampak vsega konec, ampak da bo pojutrišnje. To, ne, in zbirava te zgodbe in jih je zdaj že kar nekaj, ravno danes sem dal na kupu ves material, ki je, in je že to dejansko, ne samo skupaj z njegovimi fotografijami, je že to knjiga, ne. Ampak zdaj so pač končala neko prvo linijo, ne, ki je v kateri dejansko bila linija ključna Litij, zdaj pa pač vstopal v delujoče družbe, otoke, prostore, ne. Zdaj so delali ta zajemanje in shranjevanje skladiščenja CO2 na Norveškem, delala bo Kostariko kot postoglično družbo. Zdaj jutri greva na mali gorski otok Tilos, ki je prvi v Mediteranu 100% energetsko samopreskrbo tudi na drugih nivojih in namerava te zgodbe zapakirati v, to je drugi del pač po Litiju, ki so sledila gramu litija iz Bolivije, iz Andov do, ne vem, industrije in tovarne baterij in električnih avtomobilov, recimo na Kitajskem, tudi v Združenih državah, je ta drugi del vezan na pač malo bolj konkretne primere, ki pa nujno poudarjam, in to so se mi dopogovarjali pred nekaj tedni, je nujno, da so aplikabilni na tudi revnejše ali pa veliko bolj zahtevne družbe, kot recimo okoljsko, kot je Norveška ali pa, ne vem, recimo Kostarika, nekaj, kar bi zelo neposredno delovalo tudi v Indiji. Ne samo neke take na pol science fiction ali pa comfort zone projekte, take, ki iščeva zelo konkretne odgovore na zelo konkretno vprašanje. To ni novinarsko delo v resnici. Naše delo je v osnovi, da postavljamo vprašanja. To je full simple. Najlažje na svetu postavljati vprašanje. Kaj pa kaj težjega? Težje je pa pisati fikcijo. Pisati dobro roman. Zato ne. To so človek pozna človeka, ne? Nimam ne talenta, ne poguma, da bi pisal roman. Si ga pa ne zanikam pa, seveda, da si ga želim nekoč napisati. No, danes si... Ne znam se mišljati likov, res. Ne, spomnim se, skupaj smo začeli nekoč nekaj pisati, ne? In potem sem probal enega svojega lika spraviti nek tak mal, breko, seksualen okolje, ne? In me bilo tako sram to pisati, tako idiota sem se počutil, res, da nisem zmogel tega, sem se rekel, bravo, res, kako nesposoben si. Tako da zanikam mišlije, ne? Veš, samo lotati se tega je bilo tako, o Bog pomagi. Jaz mislim, da pri tebi bi deloval princip Karl Ove Knausgaard. Niti slučajno ne, to je javna onanija brez vsebine, to mi dobesedno dol visi od tega. To nič ne čutim do tega. Res. Zakva? Zaščitimo svojo intimo, ne razgaljamo. Ampak kaj pa to, recimo, ki pa je že Vesna napeljevala, literizirane biografije kakšnega od ljudi, ne? Da. Violinista, recimo. Ne, to v drugem formatu. To težimo od gledališču. Tudi vedno bolj v domačem prostoru. Ja, jaz sem mislila, da mogoče pa danes se pa še gledališča ne bi dotaknil, ker to je nova ura, ne? Nova ura, ampak prosim še kakšno vprašanje, jaz vam zaključila, jaz vam dal. To smaš.
To bi dovolj, ja. Ne, dobro, že se še čaka nekaj dela. Ja, lahko pa tudi reči, ki se postavlja vprašanje, je zelo simpel. Ne. Jure je pa zelo spoštljivo, ko smo se nazadnje pogovarjali, rekel v svojem slogu, ker pač pol ure ni nič rekel. Potem je rekel, zame so fotografije vprašanja, niso odgovori. Zato sam ne morem govoriti o svojih fotografijah, zato imam Boštjana. Sej, ampak na nek način smo ob tem oba hendikepirana ob koncu dneva. Oba... Ti od lepote in popolnosti njegove? Ne, mislim, od sporočilnosti, ne, in od detajlov, on pa od tega, ker oba imamo občutek, da so oba že dovolj, če ne celo preveč povedala večkrat, ne. Tako to se nama je večkrat zgodilo. Se mi zdi, da če bi bil objektiven, in šel analizirati najno skupno delo za nazaj, bi ugotovil, da sva večkrat zaradi omnipotentnosti zgodb in podob škodovala vsebini. Ne? Ker je bilo obojega, skupaj je bilo obojega preveč. Ne? Včasih. Ne? Včasih, veš, mislim, to je osebno mnenje seveda, ne vem, mogoče bo kdo kdaj o tem imel kakšno, veliko strokovno, ne? Ampak s časoma seveda so to skomunicirala, ne? So na najn način z medmeti seveda, ne? In so pa se pač to dejanili pri Juretu se mi zdi še v minimalizmu, ne? Pri meni pa v uporabi še več pridevnikov, ne? Ampak ne, to je stvar razvoja. Drugače pa gledaj, Jureta neskončno pogrešam tukaj. Ne? Ja, to je tako njegova kot moja knjiga. Ja, zdaj sem se pa, mislim, res je bolana, ne? In upam, da ga čim prej vidimo še na enem, mislim, jaz kako me čakam na kavi, se mi je poslal message. Tako da, bi ga moral veliko pit, kam ima tak. To je zdravilo za to. Zato, ker ima, ja, vse, ne vem, kaj imam, ampak želeli bi si, da je tukaj in jaz sem se zdaj spomnila še enega stavka, ki ga je rekel, nekaj on bi mogel biti tudi tukaj sogovornik, potem smo se pogovarjali, zato mu bomo še to posvetili, da Boštjan pa v bistvu ne more opisati Boga, ne? Tudi če bi ga hotel, jaz ga pa lahko fotografiram. To je bila pa ena najlepših izjav. Se spomniš takrat, ko smo se pogovarjali? Ne. Ja? Lepo? Ja? Jure je filozof. Ne vpraš. Ja. To filozofijo poznam podrobno. Skratka, še mogoče kakšno vprašanje, da vam dam besedo. Jaz jih imam veliko, ampak jaz mislim, da se tudi ne znam včasih ustaviti, čeprav mi to ne pripisuje. Publika je nema. Podobno je bilo v nedeljo na predstavitvene knjige na festivalu angažiranega pisanja. In pa se človek vpraša, mi angažirani pisci potrebujemo, angažirano publiko, ne? Publika je bila zelo angažirana, da je vse to preživela, kar smo danes dali na mizo. Vitalnost, taka, Vprašanje, ki ga vidim še prezira, zdaj ga bom še dodatno stimulirala. Kaj lahko storimo mi? Kupite knjigo. Vem, mislim, to je tudi klišejski odgovor. Ne, gre za stanje permanentnega samoizobraževanja v vseh pogledih. Pač fizičen boj za apatijo. V odstotkih od prodanih knjig, ne, tako da nima fiksnega honorarja po tej knjigi, ne. Fiksnega, da šlo po strani. Zdaj pa je glas razuma matematike spregovoril. To nam je štalka. Jaz tudi nazdravljam na novo kupimo knjigo, ampak nazdravljamo pa tudi na novo knjigo. Ja, živeli. Ja, mladinska knjiga pa ekskluzivno ima danes kar nekaj knjig na voljo, ki lahko jih kupite tam, no? Ja, preprosto na blagajni kot ponovat. Ja, tako kot ponovat, ja, da se ne bo avtor s tem ukvarjal. In je bistveno cenejša knjiga kot na spletni strani založbe, ki je, redko kdaj človek na glas govori proti svoji založbi, prevarantska. A ni to univerzitetna založba? Ne.
Pustimo to ob strani. Cena je na spletni strani 61 funtov in z podpino pride 70 evrov, je to nezaslišano, tu je bistveno cenejša. Zakaj bi se pretvarjal? Kot avtor se počutam skrajno neugodno obtržen v te knjige, bolj kot kadarkoli v življenju. Ko grem v Londonu, res teh stvari, ki treba govoriti na glas, ko grem v Londonu v Falls, za ceno vlastne knjige kupam 4 fantastične non-fiction knjige. Ja, v bistvu... What the fuck? Zakaj bi svojo knjigo kupoval? Poskušam jo prodati, draga Katarina. No, draga Katarina, za koliko je pol cenejša? Ne sam je to res zanimivo. Na mesto 74 evrov je danes za vas 50 evrov. Se upravičujem. Smo se odrekli na nek način. Sam to pa res, to pa je to. Kaj? Jaz to založbo. To je... Tako lepo knjigo so naredili. Pustimo zdaj to ob strani, jaz se glavno imam nad tem. Hvala vam. Hvala vam.